Hotel Delfin letos praznuje 35-letnico delovanja. To pomeni, da je zdaj 35 let, odkar so 27. aprila 1982 v Hotel Delfin prišli prvi gostje, seveda upokojenci. Hotel Delfin je res ena takšna posebna zgodba. Gre namreč za to, da so se takrat predstavniki Zveze društev upokojencev in pa vidni izolski predstavniki občine dogovorili, da v Izoli postavijo hotel, ki bo v prvi vrsti namenjen upokojencem. In ta zgodba še danes stoji. In še danes, po 35 letih, Hotel Delfin v glavnem gosti slovenske upokojence. Katere so glavne značilnosti vašega hotela? Predvsem bi rekla, da smo v prvi vrsti namenjeni upokojencem. To je ena takšna posebnost med hoteli. Vse vemo, da upokojenci radi hodijo v številne hotele, ampak toliko, kot jih je pri nas, in da je to prav hotel za njih, da pridejo in rečejo, tukaj se počutim kot doma. To je tista posebnost Delfina. Pa tudi ta posebnost je, da je praktično odprt celo leto. Hotel Delfin je odprt celo leto, to je bilo omogočeno že od začetka, zato ker so že na začetku načrtovali bazene z ogrevano morsko vodo, in zato je Hotel Delfin tudi dobil možnost poslovanja preko celega leta. Drugi del zgodbe pa je to, da je bilo zanimanje za letovanje v takrat še počitniškem domu, pa danes Hotelu Delfin, tako veliko med upokojenci, da je bilo edino prav, da je bil hotel odprt praktično celo leto. Vi imate tudi zelo zanimive animacijske programe. Ja, animacija v Hotelu Delfin je izredno pomembna, zato ker naši gostje, in jaz trdim, da so to najboljši možni gostje, se res radi odzovejo na vso dogajanje. Najbolj seveda na plese. Znani smo po plesih, takrat se pridružijo tudi lokalni prebivalci, pa potem folklorne skupine, petje. To je vse doma v Hotelu Delfin. To 35-letnico boste tudi obeležili. 35-letnico Hotela Delfin bomo obeležili v krogu nam, rečemo, najdražjih, to je naših najbolj zvestih gostov, organizatorjev letovanj v Hotelu Delfin, se pravi v sklopu tako imenovane prodajne konference. Bomo pa 27. aprila praznovali tudi z Izolani. Vendar vaš hotel obišče vedno več tudi drugih gostov, ne samo upokojencev. Ja, Hotel Delfin se je odprl tudi navzven, zato ker na koncu naš interes je, da je hotel zapolnjen, da so sobe prodane, da visoka zasedenost Hotela Delfin je bila tista, ki je vedno vzbujala pozornost, in zato smo se obrnili tudi naokrog. In danes gostimo pri nas goste iz Avstrije, Italije, Nemčije, tudi od bolj daleč, in kar je najbolj zanimivo, zelo všeč mi je. No, omenila sva že animacijski program, ali lahko naštejete nekaj teh posebnosti vašega animacijskega programa? Zagotovo pri animacijskem programu so najbolj priljubljeni plesni večeri. To so vsak petek in soboto, poleti pa tudi večkrat v tednu. Potem ob četrtkih gostimo razna društva upokojencev, ki pri nas bodi se predstavljajo s pevskimi zbori, s folklornimi skupinami, gledališkimi skupinami. Potem, kar je pomembno, v Hotelu Delfin gostimo likovno kolonijo Zveze društev upokojencev. Potem kulturno, ne? Ustvarjalnice, ročna dela, kulturnike, tako da res se tudi povezujemo z Zvezo društev upokojencev pri tistih aktivnostih, ki so tudi pri njej najbolj prisotne. No, midva sediva tukaj v Knajpovem vrtu, ne? Ja, to pa je naš ponos, Knajpov vrt, ki smo ga naredili. V bistvu smo ga predali v uporabo ravno 2 leti nazaj na takrat prodajni konferenci Hotela Delfin. Gre pa za en čudovit prikaz zelišč, tako iz notranjosti države, kot pa predvsem iz našega istrskega in kraškega okolja. Kakšni so pa načrti za naprej? Za naprej si želimo predvsem, da tudi z dvigovanjem kakovosti zagotovimo, da bo hotel ostajal poln, da bo dobro deloval, da bomo s tem imeli močne temelje,
pa morda se potem kdaj v prihodnosti tudi pojavi še kakšna priložnost za Pa kakšen nov korak. Pa zaključiva s tem vprašanjem. Vi se večkrat pohvalite, da imate odličnega lastnika. Jaz pravim, da imamo najboljšega lastnika. Zakaj? Zato, ker v primerjavi z ostalimi hoteli lahko rečem, da redko kateri lastnik vlaga toliko v hotel kot prav Zveza društev upokojencev Slovenije. Večina zasluženega denarja se vrne nazaj in s tem se doseže to, da gostu, ki se ponovno vrne k nam, lahko ponudimo nekaj več.